Ja, vsekakor so to teme, iz katerih izhajajo glavni izzivi naše družbe. To so zdravje, digitalizacija in pa trajnost. So v bistvu zelo obširne teme, ki vključujejo dosti gospodarskih sektorjev in pa raziskovalnih področij, na katerih so aktivna tako slovenska podjetja, kot pa tudi raziskovalci Univerze v Ljubljani. V bistvu so kar vse tri enakovredne, se pravi in zdravje in trajnost za čisto in zdravo okolje, pa seveda digitalizacija, ki oboje omogoča, tako da ne morem izpostaviti kakšne posebej, ampak sigurno so pa kakšna podpodročja znotraj tega, na katerih imamo več raziskovalcev z vplivnimi raziskavami in seveda je pa vse odvisno tudi od podjetij, kje jih imamo, na katerih področjih in kje ne, nimamo vseh seveda podpodročij pokritih. Mislim, da je kar vse enako, ja, ker je to kar splošno. Slovenija ni otok, ne, ni samostojen otok. Slovensko gospodarstvo in raziskovalna sfera so zelo vpeta v evropske politike in pa v ta razvojni prostor, raziskovalni prostor, gospodarski prostor in ne moremo imeti drugih prioritet kot pa širša družba, sploh pri 2 milijonih ljudi je to nemogoče. Absolutno je zelo pomembno, predvsem s tem se bogatijo tako resursi, ideje in pa seveda sposobnost, da ideje preidejo v same inovacije in s tem tudi na trg in pa v družbo. Kot univerza vsekakor sodelujemo z vsemi deležniki, ki vplivajo na razvoj in pa inovacijsko politiko, to vse, kar ste našteli, se pravi od gospodarskih subjektov, ministrstev, potem tudi subjektov podpornega okolja do drugih inštitutov, ki tako kot pri nas, kot se Univerza v Ljubljani tudi ukvarja z prenosom znanja in pa tehnologij v gospodarstvu, tako da ja, sodelujemo tudi znotraj Slovenije in izven. V bistvu ne bi mogla reči, da posebej izpostavim mogoče res na vsebinskem nivoju. To so organizacije ministrstva, ki so nekako naša resorna, in z njimi seveda dosti bolj sodelujemo, kot pa mogoče s katerimi drugimi, ampak kadar je vsebinsko pomembno, seveda smo odprti za sodelovanje z različnimi ljudmi. Vsekakor je za cilji sedanje strategije pametne specializacije so bili sprejeti v dialogu z različnimi deležniki v Sloveniji pred letom 2013. Ker zdaj, ko prihaja nova finančna perspektiva, je vsekakor pametno, da se tudi cilji strategije pametne specializacije ponovno pogledajo, revidirajo in da se v diskusiji z predstavniki gospodarstva, raziskovalne sfere in seveda tudi vladnih inštitucij ponovno pogovorimo in vidimo, katere cilje je treba ohraniti, katere spremeniti, prilagoditi. Zdaj, koliko je Univerza v Ljubljani v to vključena, vsekakor je, ker smo vključeni smo v vse strateško-razvojna inovacijska partnerstva, v SRIP-e. Na ta način sooblikujemo razvojno inovacijsko politiko in sodelujemo tudi pri pogovorih o razvojnih trendih in pa usmeritvah Slovenije, tako za sedaj, kot tudi za prihajajočo samo perspektivo. Kar bi bilo dobro je, da še enkrat, da se cilji pametne specializacije ponovno preverijo v dialogu,
širšem dialogu in v katerega se Univerza v Ljubljani želi seveda tudi aktivno vključiti. Definitivno delavnice, kot je bila ta iRing projektna delavnica, so zelo koristne zaradi tega, ker ljudje izvemo ali pa se spomnimo na stvari, ki so bistvene in so pomembne pri določeni vsebini. Poleg tega je pa dodana vrednost tudi to, da spoznamo nove ljudi oziroma se ponovno vidimo z ljudmi, s katerimi je fajn delati, izmenjajo se informacije, izkušnje in lahko se iz take delavnice vzpostavi spet neko drugo sodelovanje, tako da absolutno koristno.